Danes ste dobili v Financah lep reklamni zapis se strani Evropske komisije, kaj morate vedeti o omrežju koridorjev TNT in kako do denarja EU za naložbe. Ko vse to pogledate, boste videli, da je v tem trenutku v Slovenijo prišlo 800 milijonov sredstev, da pa je maketa, ki je 170 tisoč, mora biti plačana se strani davkoplačevalcev po zasluhi odločevalcev DRSC-ja, ker niso znali pravilno javni razpis narediti. In škoda je, ker noben od novinarjev tega ne sliši, ker oni imajo samo, ali je kakšna mačka skotila, je kakšna noseča, ali se je kakšna poročila. To je glavni dosežek naših novinarjev. Se opravičujem, če kakšen zraven, lahko to tudi napiše. Problem je namreč v tem, da to, kar je gospod Križanovski povedal, da to je zgodovina Slovenije. Imamo ideje, imamo možnost, da plačujemo po 300-400 tisoč evrov, zato da ljudje na fakultetah, da imamo kakšen denar, da lahko raziskujemo, končna odločitev je pa čist drugje. In vesel sem, da bo zdaj še kakšen prišel poslanci iz Državnega zbora, da bomo končno lahko začeli. Ali je... Nekaj časa vas bomo zapustili, pa se vrti. Ja. Glejte, bistveno je to, in vesel sem, da se vas je toliko udeležili, da približno vemo, kakšna je razlika med fizikalno zakonitostjo potisne sile, ali to delam z jekleno vrvjo, ali pa to delam z lokomotivo. Ker je bistvo to, da samo vlečeš. Medtem, ko sem poslušal, sem se spomnil na tisto znamenito Prežihovo zgodbico, ko so vlekli z gare gor in ko so otroci porivali, pa manj pomagali, pa so bili premajhni in na koncu so za tiste šprikle od kolesa vrteli, da so se dvignili na neko višino. Bistvo je to, kako dobim to silo. No in v tem delu bi rad povedal, kakšna je razlika med uporabo potiskanja zadrževanja v ravnem tunelu od 45 do 80 promilov. Vse skozi smo bili nekako kregan, da mi tega ne znamo, da v svetu tega ni. Jaz vam bom pa poskušal v tem kratkem predstavitvi povedati, da to vse je, da je Slovenija podpisnica teh dokumentov, da so ti dokumenti nastali leta 2006 do 2014 in da je treba samo tisto spoštovati, kar je tehnično izvedljivo, ne kaj se politika zmeni. Bistveno je to, da je treba pri tem drugem tiru, ne da Primorci ne smejo dobiti tega drugega tira. Vprašanje je popolnoma zgrešeno in to je postavljeno napačno. Potrebno je zagotoviti že na sedanjem tiru ustrezno kapaciteto in zato smo plačali 80 tisoč Avstrijcem, da se isto pojavili, kar smo mi od samega začetka trdili pred enim mesecem, da je obstoječi tir ima 25 milijonov ton kapacitete. Ob enem samem pogoju, da mora biti zadosti elektrike. Če štroma ni, potem je pa hodoš pragersko, ker samo ena lokomotiva gor pele. In še huje, če bi bilo električne energije dovolj, potem se Koprčani ne bi smeli pritoževati nad nočnim ropotanjem, kaj šele nad trdimi delci iz pomožnih motorjev iz teh ladij, ampak bi enostavno imeli vse na električni priklop in bi ladje po noč bile priklopljene tako, kot avioni na letališču na agregate. In če tega ne znamo, potem tudi vode manjka, potem je vse narobe. Ni preprosto volje, da bi se odločili o tem, kaj bomo naredili. Pomemben je pa to, da vsak dan gremo na šiht, pa da na koncu meseca dobimo plačo. To je pa temeljno pravilo in po možnosti 40 let, ker je to naša iztočnica. Delati moramo za tega, da nič ne naredimo. Luka Koper bi morala od danes 20. leta 18 milijonov na 24 milijonov ton bi morala priti na 2024. Končani drugi tir pride 2026. To se pravi, da bo prepozen. Pričemer drugi tir definitivno ne zagotavlja razvoj, ker bo to šele leta 2034. In pomemben je to, da drugi tir popolnoma loči krivino in ne spušča vlake proti Puli. Kajti
Tisti trenutek, ko vi greste od Prešence proč, greste iz trase Divača Pula. In saj tisti strojniki, ki so bili v državnem zboru, ali so pa še v tem mandatu, še 30 dni, ne, bi mogli biti toliko pošteni, da bi zastopili logiko, ne kaj partija reče. In če bi seveda to vedeli, bi morali vedeti, kaj je izhodišče. Izhodišče je 14 milijonov do 50 milijonov ton na leto na železnici, v 30 letih je to 1200 milijonov ton. Če bi šli na koliko je amortizacija za infrastrukturo, ne morete verjeti, več kot 700 do milijarde ne bi smel biti ta projekt. Pa lahko vrtite gor, pa dol, pa levo, pa desno. In zaradi tega, ker se vsi ekonomisti spuščajo na nivo tehnike in hočejo čim cenejšo delovno silo za tega, da so konkurenčni, morate vsaj vi, ki ste tukaj vedeti, kakšna je razlika med funkcionalnim tenderjem pa izvedbenim tenderjem. Funkcionalni tender kontrolira funkcijo nekega v prostoru, izvedbeni tender pa izbira med najcenejšo delovno silo med Bosanci, Slovaki in pa Madžari, pa se opravičujem vsem narodnostim. In zato slovensko gospodarstvo, tudi gradbeništvo pada na teh zgodbah. Danes se dogaja to, da kolektor dobiva posle s tem, da iz bakrenih kolektorjev daje garancijski potencial za beton. To je dosežek slovenskega razvoja v tem trenutku in tako se dela. Vete, zato mora biti povsem drugače in mi moramo vedeti, zakaj se pogovarjamo. Odsek Koper-Divača je priključek na hrbtenico, ni pomemben del hrbtenice, je priključek in na priključku ni to, da do vaše hiše, ki imate 500 metrov do avtoceste, mora biti avtocesta zgrajena. Do vaše ceste bo taka cesta, kakor mora biti za tisti transport. To velja za Podutik, to velja za Velenje, za vsako stvar je treba to pregledati. Zato je treba jasno vedeti, kakšni so priporočljivi nagibi. Priporočljivi nagibi niso zaradi tega, ker ena prevajalka napiše 12,5 promila. Priporočljivi nagibi so odvisni od vlečnega vozila, to je pa od lokomotive. In dokler tega ne bomo spoznali, in potem bi bilo fajn, če vse gradbeniki normalno traso naredili, da je bila dobro nasuta, pa nasuta ne bi bila izverda, ker je kamen za 30% manjše nosilnosti kot iz črnega kala, ker je to na verdu je od železnice, črni kal je pa privatiziran iz Salonita. To je tipičen primer, kako se mi norca delamo. Če je tam kamen dober, bo za cele slovenske železnice, ker so tam največje obremenitve. In to je samoupravno socialistično gospodarstvo, kjer so železnice naše, za nalaž dajo slab kamen, tolčenc v spodnji ustroj in kaj se dogodi, potem imajo toliko več dela, večje vzdrževanje in mi lepo plačujemo davkoplačevalci, ker smo toliko nori. In zaradi tega je treba to presekati in povedati točno, o čem se gre. Trditev, da dol ne more biti izmeničen tok, je zlagana. Zakaj? Ker Avstrijci pripeljajo s kombiniranimi lokomotivami iz Avstrije v Slovenijo in grejo naprej. Tam je sicer druga napetost, ampak bom povedal. Je pa Madžarska pa Hrvaška. In zaradi tega, še enkrat bom povedal, ker je mali fantek iz Rake, kar rekel, če imamo pa pri nas eno nasmerno napetost, smo pa kar do Ljubljane potegnili, pa imamo celo Slovenijo kot otok enosmerne napetosti. Ta mali fantek bi moral dobiti korektiv že kdaj že in sem prav hvaležen gospodoma iz Elektro-zveze oziroma iz elektropodročja, da sta povedala, v čem je bistven problem. Ali imaš kaj v hlačah, ali pa poskušaš razumeti čez daljše obdobje, ker me moja plača mika. In to je treba prepovedati, da se s takimi stvarmi še kaj ukvarjamo. Zato je zelo pomemben, poglejte, da s tem, ko smo mi iz sedanje proge, ki smo šli noter 0,8 centa, je približen na tono na kilometr, ker je to hribovit področje, bomo mi v dvotirni progi v bistvu zmanjšali strošek, mi pa zdaj to delamo, veste, kar sem zanj že nekje napisal. Dragonja, poznate gospoda Dragonja, ne, sigurno ga poznate, ne verjete verjeti, on stanuje gorna mejhen pred Kranom. In njemu ne bi bilo treba imeti vinjete, ker gre po ta stari cesti.
Ampak, ker je on tak zakon sprejel, poslanci so pa tak zakon potrdili, da on, ker hodi po stari cesti, mora plačevati vinjeto. Zakaj? Ker mi zdaj ves tovor, ki pride iz Kopra po ta stari ali pa po ta novi trasi, plačujemo železnino. To se pravi, ali po ta star cest ali pa po avtocest, povsod je treba plačati cestnino. To je naredil eden, ki ne stanuje ob glavni cesti. A razumete, v čem je problem? Da on hod, še boljše pa naš zunanji minister, po avtocesti, pa nazaj po ta stari cesti, pa povsod bi moral kilometrino plačati. Tak zakon je, ki je zdaj le sprejet. Vete, in zato je treba zdaj vedeti, kakšne kapacitete imamo, o čem se sploh pogovarjamo in seveda je treba zmeraj pogledati, kje mi pravzaprav lahko smo, da lahko vozimo se okoli. No in tako naletiš po pomoti na nek dokument. Komisija Evropske skupnosti, uradni list, piše odločitev iz leta 2006, kjer ne morete verjeti, piše zelo jasno. To, kar so mi skozi očitali, da je to prestrmo, ni res. 40 promilov je dovoljen maksimalni vzpon na 6 kilometrih, 6000 metrov. In mi smo zato skozi predlagali 4 kilometre, zato da ni treba imeti ubežnega tunela zraven, zato da zmanjšaš strošek. Ne zaradi tega, da imajo gradbenike veliko dela, da zmanjšaš strošek. In še hujš, ne, ko potem pogledaš, zakaj je teh 40 promilov, zato ker je parkirna zavora na 40 promilov. In to vse piše v tem uradnem listu. Zdaj pa, da v TV še hujš, ne, ta uradni list je bil preveden, to v slovenščini piše, veste, drugače je to v angleščini, ga dobite na internetu. Ampak potem greš pa naprej, potem imaš pa nekih 27 držav, vsi štemplajo, ko nori. In pri 27 državah je samo 24 držav tistih, ki so dale izjemo. Med njimi ni Slovenije, je pa vrhunsko razvita Nemčija za 40 promil, a vidite, tukaj noter imate. In sicer na trasi istega TNT omrežja med Frankfurtom in Kölnom. Da nas ni sram. Nemci do konca, a mi poštenjakari na 12,5, samo zaradi tega, da bomo kopali. Zaradi, ker občutek, da delam, kot sem na začetku začel, je zelo pomemben pri človeku, ki je popil preveč šibkega čaja. Poglejte, zdaj gremo pa naprej, ne. To, kar je gospod povedal prej, vidite, kakšne so razlike pri diagramih. Če grem po diagramu gledati, a vidite, diagram enosmerne napetosti je takle, tukaj polna črta, diagram izmenične napetosti približno za 6% večja vlečna sila. Pri 2000 tonah samo 120 ton. To so, ne morete verjeti, vsega skupaj 3 vagoni v povprečni nosilnosti. Maksimalni nagib so samo na progi Divača Postojna, gor, dol, Ljubljana Postojna. In poglejte, če bi mi vedeli, kaj je hrbtenica, potem je od Divače naprej hrbtenica, za prmej, pa ne nobene zafrkancije. Tudi 2 sindikalista na železnice lahko motava tako krčta, ampak to ni problem razvoja slovenskih železnic. In še huje, ne, če mi zdaj to pogledamo, koliko je razlike med lokomotivo in izmeničen tok, namesto 217 kN imamo na izmenični tok 234 kN večjo vlečno silo. In če gremo še naprej pogledati, veste, jaz sem to zdaj, mi smo pač šli naprej delati, ker mi računamo, da Slovenci bo enkrat pamet srečala, ne, ker ta obdobje debelih krav bo šel definitivno v maloro, prišli bojo suhe krave in takrat bomo na tenko rezali kruh, ne. Vidite, to je diagram voznega reda iz Kopra v Ljubljano do Divače. Tukaj spodaj imate vse tele postaje in maksimalno je treba 5 paralelnih lokomotiv zdaj le spustiti gor, kar je skupaj 32 megavatov napajanje, prešnica in spodaj pri Hrastovlah. Ker sta vidva iz krana, ne, a veste, Jelena v klance je mu spodaj konušenco, ker so spodaj ovzdal, pa so šli pa čez klanc gor, tako kot v Medvodah. Zmeraj treba kona od spod nafutrat, pa gre pa čez hrib. Kako, zdaj jaz sem mislil, da bojo še kakšni preudarni organizatorji dela z področja gradbeništva, iz Damjanove skupine prišli sem poslušati, pa sem hotel pokazati, kako se TBM tehnologija dela, da boste približno vedeli. To je normalen vseg do 40 metrov globok, spodaj je pa vrtavka in gre lepo noter v hrib.
da vsi vemo, o čem je. Tako imamo to kratko razdaljo, to je tisto, kar je bil takrat predlog, če je to samo jeklena vrv. Zakaj? 4 km zaradi tega, da ni treba obežnega tunela in ker je jeklena vrv toliko težka. Pogremo pa naprej. Če seveda potem pogledamo, je tle nagib bil na koncu, detalj je izdeljan 65 promilov, imamo Režano, imamo Prešenco. To je še vedno spodaj pod vodnim tokom. Gospod Križanovski, zdaj pa to za vas ne. To je zdaj so detalji, to je vse narejen, to smo že pokazali. Zdaj pa tukaj noter nova zelena varianta. Zakaj zelena varianta? Zdaj, ker v jekleni vrvi ne moreš imeti poševno v loku, medtem ko če pa kaj drugega uporaba za vlečno silo, pa lahko gre v krivini. In ne morete verjeti, ne. Potem grem pa človek gledati po svet, ne, kaj se dogaja in naenkrat prideš do lokomotiv. In veste, lokomotive, fino je, da na 24 ur piše svilena pot, ampak če ti tega ne znaš prebrati in da se to samo enkrat napisan, potem svilena pot ni nič uredna. 300 do 500 lokomotiv na leto delajo od 700 do 1100 kilonewtonov vlečne sile. In ne morete verjeti, ne, nič več na zapadnem svetu, ampak samo še Kitajčki, Indijci in Rusi. Zdaj, ker imajo tam resne lokomotive. In to je ena taka bombarjerova, seveda oni ne delajo, oni to sam prodajo načrte, ne. Potem je recimo drug Siemens, ta je bolj tak tovorni promet, ampak za kakšno tako lažjo zgodbo je tudi tak dober, ne, ker je bolj ploščat, hitrosti do 60-70 km so čista prave za takole obliko. Potem imate kitajsko robo, vidite, 9,6 MW, vse z rekuperacijo. Nič ni z uporom na vrhu lokomotive, tako kot so naše pri nas. Tist pekač gor na vrh za jajca peč, to mora z lokomotiv dol. Čim se to vidi, je že prepoved. Je treba takoj ustaviti. Potem imate Siemens, jasno, Siemens je to prodal Rusom in Rusi to delajo. Iz tega se vidi praktično vse je dosegljivo, dobavni rok je 2 let. In če gledamo takole malo za hec, ne, največja ladja, ki je prišla v Koper, je približno 14 000 kontejnerskih enot, 200 vlakov za ene ladje pomeni pri kapaciteti 10 vlakov na uro. 10 vlakov na uro. In samo v enem šubu 20 ur imate vse skupaj v Divači. Ampak problem potem postane na Divači, ker v Divače do Ljubljane tega ne more spraviti. Jasno je, da so potem manjše kapacitete, ampak če samo spodaj pogledate, pri voznem redu 12 vlakov na uro, 10 ur na dan, 250 delovnih dni je 42 milijonov ton na letno. In potem, če gledate 16 ur na dan, kar je bistveno povečanje iz 10 ur, ne, in 80% zasedenosti vlakovne kompozicije, kjer zmeraj ne peljete polne obtežbe, imate 62 milijonov, kar pa Koper, pošten povedan, nikoli, tisti, ki tega ne zastopijo, nikoli never, ne, mlajša generacija, ni možno, ker se bo Koper zadušil. Koper tudi, če tretji pomol naredi, ni možno, da prije do takih kapacitet. In seveda, če hočemo še pogledati, kakšen, mi to pač zares delamo, že vozne vrede, ne? In tam noter je to, da je treba zahtevati 2 napajalni postaji, 24 do 32 MW, kjer se lokomotiva, ko se spušča dol, se lahko spušča v omrežje, ker je izmeničen tok, se drugega delata. To ni tako, kot so eni rekli, jaz se to da nazaj privezati, pa gre gor pa dol. To je mehanski koncept prenosa sile, potem pa prišel enkrat pred 100 leti en Tesla, ne, pa se je spomnil izmeničen tok in je vse obrnil na glavo. Ni več tako, da macola je 5 kg težka, je še malo drugače težka, če jo prav primaš. Vidite, da bom jaz končal, ker sem bil znotraj 15 minut. Dejstvo je, da definitivno drugi tir pomeni kvazi dvotirno progo z vsem posledicam, vključno z Rižanskim vodotokom, kjer vse to teče. Če bomo zgradili pa dvotirno progo in preko Kraškega radu potem dvignemo gor in pridemo na izhodu na 220 metrov, 220 metrov je treba vstop dati, tam je nižji vstop, se da višji gor prideti, ker grem za 40 promili že iz Kopra gor. Se vse da gor prideti, ni noben problem. Lahko pridemo zelo visok in z navadnimi lokomotivami, kajti tako tisti, ki to na hitrco matematiko, ne? Če je 40 metrov na 1 kilometr, je na 10 kilometrov 400 metrov, bruto za neto, ne?
Po kjer luken, pa kako bom dvignil gor pa dol, poslušajte, to bomo pa pogledali, kjer treba geologijo narediti. Dejstvo je, da to ni noben problem, dejstvo je, da težje lokomotive se bojo še bolj delale, seveda, ker je tudi ne sam svilena pot, je tudi švedska problematična pri teh vlekah in tako naprej in tako naprej. In še vedno smo pripravljeni pomagati pri projektu, da se izgradnja pospeši, ker je 2-krat hitrejša od sedanjega drugega tira, ker je 3-krat cenejša, 2,2 milijarde zanesljivo to je, dražji ta drugi tir. In kljub raznim potikanjem, omalovaževanjem in nerazumevanju smo prepričani, da bo enkrat Slovence pamet srečala, zato ker se je bančni avtomat pri NLB-ju čez 6 mesecev zaprl. Toliko časa je še NLB naša. Če zastopite tisti, ki bolj poznate, vam je vse jasno. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor Duhovnika. Lahko da našen dan smatramo, da je srečanje s pametjo? Recimo.